Z veseljem najavljam magistro Suzano Stražar, ki bo predstavila pregled izvedenih in načrtovanih aktivnosti za doseganje zmanjšanja poplavne ogroženosti v Republiki Sloveniji. Izvolite, 15 minut, naredili smo pa veliko. Spoštovani, v čast in veselje mi je, da vas lahko v imenu Direkcije Republike Slovenije za vode pozdravim na tem srečanju Mišičevih vodarskih dni. Najprej bi uvodoma povedala par besed v preteklih dveh srečanjih od naše ustanovitve naprej. Se pravi, v preteklih 2 letih smo govorili na Mišičevih vodarskih dnevih, predstavljali smo novo institucijo, kako bomo organizirani, predstavljali smo korak reorganizacije v vodarstvu, kjer smo pod skupno streho združili upravljalske in strokovne naloge in ustanovitev direkcije je bila pač dober korak v to smer. Kakor je gospod Juvan na začetku uvodoma zelo lepo povedal načela vodarstva, mi smatramo, da je vodarstvo, da je to naše poslanstvo in danes bomo pa zelo na hitro poskušali predstaviti naše poslanstvo, kar smo v zadnjem letu uspeli v tem poslanstvu intenzivno in predano pripraviti in verjamem, da bomo lahko pokazali, da je naša ustanovitev, naš obstoj korak v pravo smer. Najprej bi kljub temu, da vas danes bolj zanimajo vzdrževalske naloge in pa izvedbene investicije, bi se uvodoma dotaknila enih mogoče nekaj pomembnejših točk, ki sem jih napisala na ta diapozitiv, tudi v splošnih in upravnih nalogah. Moram povedati, da naša institucija opaža zadnje leto zelo velik povečan pripad vlog na tem področju, se pravi, gospodarska rast je vidna. Pričakujemo tudi, da bo nova zakonodaja v naslednjih mesecih prinesla kar nekaj nadaljnjih povečanj. Veliko se trudimo na področju priprave smernic, navodil, iščemo, uvajamo optimizacije. Mislim, da je kar povečana aktivnost tudi opazna na področju zemljišč, vodnih zemljišč. Veliko aktivnega sodelovanja je na področju z resornim ministrstvom in pa ostalimi inštitucijami z področja voda. Letošnje leto so mogoče pomembno zaznamovali izredni dogodki, požari, Kemis in podobni, ki so sprožili ene nove aktivnosti, tudi s katerimi smo se morali tudi ukvarjati pri nas. In aktivno seveda obračunavamo vodna povračila in na ta način skrbimo za sredstva, ki se potem spet implementirajo v vodarstvo. Dotaknila se bom seveda zdaj tega za vas najbolj zanimivega dela. Opažamo v zadnjih 2 letih našega delovanja pozitiven trend tudi pri sredstvih vzdrževanja. Želeli bi si sicer še hitrejšega, ampak trend gre vztrajno in aktivno navzgor. V letošnjem letu smo v bistvu začeli z 3,5 milijoni sredstev na začetku, do konca leta smo v bistvu, kot vidite, v bistvu prišli že čez 13 milijonov evrov. Hkrati z rednim vzdrževanjem se v bistvu veliko investira tudi na področju večjih vzdrževalnih del in investicijskega vzdrževanja, kjer pa koristimo pretežno sredstva sklada za vode. Tako smo, kot vidite na preglednici, v letošnjem letu precejšnja sredstva iz tega naslova tudi izvedli oziroma implementirali. Hkrati Ministrstvo za okolje in prostor spodbuja tudi občine, da se tam, kjer so občine pripravljene sodelovati in pripravljati dokumentacijo in sočasno urejati tudi kakšne svoje infrastrukture, se na podlagi sporazuma med ministrstvom in občinami implementacija takih ukrepov tudi izvaja na Direkciji za vode.
Teh projektov je trenutno, to so večletni projekti, že skoraj 24 milijonov. V letošnjem letu smo imeli pa še en izreden investicijski obseg del, in sicer smo v preteklem letu na podlagi uspešnega sodelovanja z Upravo za zaščito in reševanje in občinami uspeli tudi pravočasno vpisati in aktivirati sistem AJDA, in iz rezervnih skladov smo v letošnjem letu implementirali za odpravo pač vseh škod, ki so bile v preteklem letu, kar skoraj 12,5 milijonov evrov. Zdaj pa mogoče še na hitro poglejte, na diapozitivu je zapisan, kakšne projekte smo v bistvu na področju izboljšanja poplavne ogroženosti v tem letu iz vodnega sklada izvajali oziroma se trenutno vršijo. Se pravi, že zelo znan, pa upamo, da se bo kmalu ta zgodba zaključila, sanacija zadrževalnika Vogršček, skupen projekt z Italijo, projekt Koren na italijanski meji, in pa izvedba ukrepov v Strugi Savinji po državnem prostorskem načrtu Letuš. Seveda se zelo intenzivno lotevamo tudi pridobitve sredstev iz evropskih skladov. Trenutno imamo 4 aktivne projekte, pred kratkim smo dobili odločitev o podpori za 2 pomembna projekta poplavne ogroženosti, in sicer projekt Gradašica v skupni vrednosti 50 milijonov evrov, kjer trenutno izvajamo prvo fazo tega projekta, in projekt Frisko 2.1, sanacija pregrade Vonarje, sanacija in posodobitev pregrade Vonarje. Sodelujemo pa tudi še pri 2 projektih, naturski projekt na Vipavi in pa že projekt, ki se že izvaja 1 leto, projekt Frisko 1, to je Interreg projekt s Hrvaško. V prihodnjem letu pripravljamo oziroma računamo, da bomo dobili pač še naslednje 3 projekte, projekt Železniki v vrednosti 37 milijonov, aktivno delamo na projektu porečja Drave, druga faza, Meža z Mislinjo v vrednosti nekaj čez 22 milijonov, in pričakujemo kmalu tudi odločitev pri kvalitetni presoji Interreg projekta z Avstrijo, in sicer z imenom GoMura, ki je skupne vrednosti 3 milijone evrov. V pripravi so še projekti, tudi nadaljevanje Interreg projektov Frisko, to so izvedbeni projekti, niso več negradbeni projekti, naš delež računamo, da bo približno 3,5 milijone, naj bi pa v tem delu se izvajala visokovodni nasip na Muri v Benici in pa oživitev rokava na Dravi pri Mali vasi. Pripravljamo tudi še drugi del projekta na porečju Drave, druga faza, in sicer Ptujska Drava, in pa projekt Vipava skupaj z občinami, ki je še v začetku priprave. V nadaljevanju bi vam rada samo predstavila na kratko nekaj pomembnejših investicijsko-vzdrževalnih del, ki smo jih izvedli na direkciji v letošnjem letu. Več obširneje si lahko preberete na naši spletni strani, ob tej priložnosti vas povabim, da večkrat pogledate na našo stran. Trudimo se pri izvajanju del, da jih načrtujemo sonaravno, da se usklajujemo z vsemi deležniki, ribiči, Zavodom za varstvo narave, Zavodom za kulturno dediščino in drugimi. Tako naj bi bili naše izvedbe pač vzor in pravilna implementacija za izboljšanje poplavne varnosti. Samo na hitro slikovno predstavim na območju jadranskih rek z morjem dva primera vzdrževanja na območju Soče, na območju izliva Sor v Medvodah, to je Zgornja Sava, potem naslednjo v Srednji Savi smo na Kamniški Bistrici, je bilo izvedenih kar nekaj sanacij pragov, ki so bila vzorno pripravljena. Na Spodnji Savi prav tako stabilizacija struge z lesenimi prelivnimi pragovi.
na Glažuti tudi in območje Savinje je bil pa en zelo impozanten primer izvedbe sanacije Grošoveljskega jezu. Prepuščam vas slikovnemu materialu in pa v bistvu vas vabim, da si pogledate kaj več na naši spletni strani. Upamo pa, računamo pa, da bo drugo leto to kakšna predstavitev, ker je namreč ta jez zelo lepo obnovljen. Tudi na Dravi niso slabši. Izgradnja obrežnega zavarovanja je bila izvedena zelo sonaravno in tu je pa sicer napačna slika, tudi na Muri so se na Puconskem potoku in na določenih območjih ustvarjale in izboljšavale pretočnosti. Hvala lepa, na hitro sem vam predstavila. Želim vam zelo ploden posvet in pa prijetno druženje v zaključku. Hvala lepa.